To delaj. Tone, a ti kličeš? Pa zakaj nisi šel v tečaj? Ob nesreči v plazu ima po zadnjih statističnih podatkih zasuta oseba po 15 minutah še 92% možnosti preživetja, po 35 minutah pa ta možnost preživetja pade na 26%. Zato je ob nesreči v plazu najpomembnejša tovariška pomoč, saj le osebe v bližini lahko zasutega najdejo, ga izkopljejo in mu pomagajo v 15 minutah. Seveda pa vse to le, če ima zasuti prižgano žolno na oddajanje, ostali pa žolno, sondo in lopato ter obvladajo iskanje v snežnih plazovih. Ko se sproži snežni plaz, najprej poskrbimo, da smo mi na varnem mestu izven vpadnice plazu, potem pa vizualno spremljamo osebo, katero je plaz odnesel. Najpomembnejša je točka, kjer smo osebo nazadnje videli, saj bomo od tam navzdol začeli z iskanjem. Ko se plaz umiri, najprej ponovno še enkrat vizualno pregledamo, če ponesrečenega kje vidimo, če pa ne, pa začnemo z iskanjem za lavinsko žolno. Žolno preklopimo na iskanje, potem pa hitro iščemo od enega robu plazu do drugega, obenem pa ponovno vizualno pregledujemo plazovino. Ob najdbi prvega signala se naša hitrost iskanja umiri in od takrat naprej sledimo navodilom žolne, da se zakopanemu približamo na čim krajšo razdaljo. To točko si označimo in začnemo s sondiranjem okoli nje, dokler s sondo ne zadenemo ponesrečenega. Tam sondo pustimo zapičeno in začnemo z izkopavanjem. Ko pridemo do njega, mu najprej očistimo dihalne poti, potem pa nadaljujemo z nudenjem prve pomoči. Ne glede na to, v kakšnem stanju je, vedno kličemo na pomoč GRS, saj nikoli ne vemo, kakšne so lahko njegove skrite poškodbe. Pomembno je, da se zavedamo, da nam ob nesreči v plazu največ lahko pomagajo tovariši na turi, imamo vso potrebno opremo in jo tudi znamo uporabljati.